Gospa Avšič Bogovič, ste zadovoljni z izplenom volitev? Sem zadovoljna. Najprej smo relativni zmagovalec volitev, kar veliko šteje v trenutnih okoliščinah. Tudi nad rezultatom v Trbovljah-Hrastniku sem izjemno zadovoljna, tako kot tudi v okraju Brežice, kjer sem kandidirala, sem zelo zadovoljna. Ob tej priliki bi se iskreno zahvalila Trbovlčankam, Trbovlčanom, Hrastničankam za izkazano zaupanje in ponovila, kot sem ponavljala v kampanji, da bom tisto, kar sem obljubila, tudi izpolnila. Ostajam odprta tako za Zasavce kot za Posavce, da delo opravimo. Boste v Zasavju odprli poslansko pisarno? Sigurno bomo imeli pisarno, tako kot smo jo tudi zdaj imeli. Seveda se moram zdaj najprej seznaniti, kako imajo svetniške ekipe pisarne Trbovlje-Hrastnik, da postavimo to strukturo na terenu, ker vsi, ki smo v politiki, ki delujemo na področju politike, se zavedamo, da brez terena, brez terenske mreže in dela na terenu ne moreš izpolniti obljub, s katerimi si štartal v volitve. Kaj so tiste najbolj pomembne stvari, ki ste si jih recimo v Zasavju zadali? Bom rekla tako, lahko pogledam na to okolje malo out of the box, kot se temu reče, in sem bila presenečena, ko sem se gibala med prebivalci tukaj, nad njihovo iskrenostjo, srčnostjo, hkrati sem bila pa negativno presenečena nad tem, kako so se stvari tukaj v nekem trenutku ustavile. To okolje potrebuje razvoj za prihodnost. In od besed in kako vsi čutimo s tem okoljem, kjer prehaja iz ene industrijske dobe v novo dobo, moramo priti k dejanjem, in to iskreno. Najprej je potrebno poskrbeti za infrastrukturo, ker da se pelješ, in sem se velikokrat peljala v tem obdobju po cesti Izidanega mosta v Hrastnik, ti v trenutku jasno, zakaj je situacija tukaj taka, kot je. Te stvari je treba prednostno urejati. Vesela sem, da smo čisto že v času volilne kampanje podpisali sporazum o financiranju za cesto dol pri Hrastniku. To je izjemno pomembno za prebivalstvo v tistem okolju. Tako da mislim, da projekti, ki so se nadaljevali v preteklih 4 letih, da tečejo. Je pa res, vse gre zelo počasi, ampak to pa nima, bom rekla, to pa ni odvisno od tega, v katerem okolju si, ali je to Posavje, ali je to Zasavje. Enostavno stvari res potekajo počasi, 4 leta sem to spremljala od blizu, ampak ja, treba je biti vztrajen, treba je stvari slediti na ministrstvih in potem pridejo tudi rezultati. Nadaljevala bom z delom predhodnikov. 4 leta ste bili poslanka, sedaj tudi vodja poslanskega kluba Gibanja Svobode. Vas je kaj presenetilo v tej politiki državni? Prišli ste iz drugih področij, bi rekel človek. Veliko tega je bilo, kar me je na dnevni bazi presenečalo. Sem pa ponosna na opravljeno delo v 4-letnem mandatu. Najprej sem bila predsednica odbora za infrastrukturo, kjer smo dobro peljali zgodbo, se je tudi moj kolega potem naprej peljal. To so bile absolutno nove izkušnje. Takrat sem bila namestnica vodje poslanske skupine, potem pa, ko sem prevzela vodenje poslanske skupine, potem pa sem res stopila v neko čisto novo okolje, novega načina dela, ker to ni kot delati v gospodarstvu ali pa biti vodja v javnem sektorju. Tu imaš pa specifično skupino ljudi, heterogenih, tako po predhodni izobrazbi, kot delovnih izkušnjah, starosti, okolij, iz katerih prihajajo ljudje, in tukaj sem se pa naučila strpnosti, vztrajnosti, potrpežljivosti,
pozitivnosti, ker drugače se ne bi dalo delati, in da smo speljali in pripeljali poslansko skupino do konca, brez odstopov ali pa prestopov, sem izjemno ponosna in to je zasluga celotne ekipe. Ker smo srčno stopili v politiko, smo tudi srčno oddelali mandat za ljudi. No, Slovenija je tudi po teh volitvah pokazala, da je povsem razdeljena na dva pola. Je možno sploh sodelovanje med temi poli? Ja, zdaj po samem volilnem rezultatu dejansko zgleda, da je zelo, zelo polarizirana, bolj kot je mogoče izgledalo še pred 4 leti. Bomo videli zdaj, koliko iskrenosti je, recimo pri demokratih, ki so šli v to zgodbo po sodelovanju, po povezovanju preko sredine. Potem, če bo to sodelovanje mogoče, tudi NSi je to ves čas poudarjal, kako pomembno jim je delati dobre zgodbe, delati za razvojno, prebojno naravnano Slovenijo, bomo videli. Jaz vidim tukaj v bistvu možnost sodelovanja, če so bili iskreni, če so pa res oni enako Janša, potem pa se bojim, da bomo ostali močno, močno polarizirana družba, kar pa ne koristi prav nikomur. Zakaj ste šli v politiko? V politiko sem se odločila vstopiti leta 2022, po covidu, po razmerah v Sloveniji, ki smo jim bili priča. In takrat je bil naš edini cilj, ljudje so trpeli, mladi, stari, delovno aktivno prebivalstvo, narediti temu konec. In temu smo naredili konec, v politiko smo vstopili tako pravzaprav brez nekih pričakovanj, kaj bo, ampak z nekim entuziazmom narediti to deželo lepšo, boljšo, pravičnejšo, solidarnejšo. In ko sem kandidirala drugič, gledala zapiske iz leta 2022, ko sem se na vsak pogovor pripravila, si zabeležila stvari, sem gledala, kaj smo takrat obljubljali. Mi smo obljube izpolnili. Ponujali smo to, kar sem prej rekla in zaradi česar sem stopila v politiko, in zato sem ponosna danes. Se da v politiki najti tudi prijatelje, pa ne mislim samo znotraj ene stranke, pa tako, ali pa dobre sogovornike? Da se dobiti tudi prijatelje, z mnogimi sem stkala. Res tiste prave, pristne prijateljske vezi. V naši poslanski sem pa ravno to doživela, ker smo šli brez osebnih agend v politiko, neka res srčna ekipa, smo to zmogli do konca speljati. Če verjamete ali pa ne, nihče ni imel osebne agende. Zrihtati službe za nekoga ali pa na ta način delovati. In ko tega nimaš, znaš sprejemati kompromise. Znaš ljudi poslušati, ki prihajajo recimo z drugega področja, ki od tebe več vedo. In na ta način, zaradi tega smo postali tudi prijatelji. Bolj so nas napadali, bolj so nam metali polena pod noge, bolj smo mi držali skupaj. In verjamem, da smo zmožni to peljati še vsaj en mandat na enak način. No, ljudje veliko kar rečejo, da se v parlamentu samo kregate, splošno mnenje, ampak so ljudje, bom rekel zdaj na drugem polu ali pa v drugih strankah, ki jih zaradi njihovega dela cenite? Bi se jih našlo. Ne bom jih poimensko imenovala. So pa ljudje, ki jih spoštujem. Zdaj, če rečeva... Vsi se lahko ne strinjate, ne? Tako, ampak zaradi samega spoštljivega dialoga se da z ljudmi delati in si zaslužijo spoštovanje. Kaj vas čaka v naslednjih 4 letih? Ali pa kaj meni? Ne, v naslednjih 4 letih nas čaka predvsem to, da stabilno delujemo čez nestabilne razmere, ki se obetajo. Če pogledamo, kakšna je danes geostrateška situacija v svetu,
kje je Slovenija, na kak način se lahko vključuje v te politike, potem vemo, da je pred nami zelo težko obdobje. Morali ga bomo oddelati z mero spoštljivosti, vključevanja v mednarodne odnose na način, da smo zavezani k spoštovanju mednarodnega prava, predvsem pa z mislijo na ljudi v Sloveniji. In tu bomo morali iskati širši konsenz. Slovenijo pa v tem trenutku vidim kot stabilizirano, tako rekoč že na vseh področjih, ni še vse delo končano, v zdravstvu bodo potrebni še posamični pomembni koraki, da bomo res postavili jasno ločnico med javno in pa zasebno zdravstvo. Šolski sistem smo relativno dobro postavili, znanost, razvoj prav tako. Bo pa potrebno ubirati korake, ki bodo peljali Slovenijo v razvojno, moderno družbo. Ker, veste, v proračun moraš dobiti prilive. Proračuna ne moreš kar izčrpavati, brez da bi nekdo to sfinanciral, ne. In to je zelo podobno kot v gospodarstvu. Če ne bomo ustvarili, ne bomo imeli kaj deliti. In zato je zelo, zelo potrebno nasloviti tudi gospodarstvo, da bomo v bistvu res ustvarjali predvsem na povečevali dodano vrednost na zaposlenega v gospodarstvu. To pa delaš že preko šolskega sistema, preko vlaganj v znanost in razvoj in v končni fazi tudi preko sofinanciranj dobrih projektov v gospodarstvu. To je še posebej pomembno tudi za Zasavje. Najlepša hvala in veliko uspeha pri delu. Hvala za povabilo in še enkrat hvala Zasavju za zaupanje.